2003 spet ta invalidni zakon o vojnih grobiščih. Komaj so se začela evidentiranja, ki smo jih lahko upravljali po tistem letu 2001, ko je lokalna skupnost občina Slovenska Bistrica se odločila sama mimo države, da bo začela z raziskovanjem. Tako da tisti čas je bil čisto drugačen od tega, ko lahko danes po zaslugi zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev pa za sredstvi, ki so stalno namenjena, pač minimalno, kakor so, ampak so lahko postopke in dejanja upravljamo relativno, čeprav seveda z problemi, ki jih stalno opozarjamo, ampak vseeno se lahko upravljajo čisto drugače, kot je to bilo pred 20 leti, ko smo v bistvu samo sanjali in upali, da bi se kakšne stvari lahko spremenile. Ja, takrat je bilo, da smo dobili informacijo, da se nekateri kopljejo okoli grobišča v Macesnovi Gorici in da so se našli neki predmeti in z kolegom Jamnikom, ki sva takrat zelo tvorno sodelovala, on je bil vodja akcije Sprava, kriminalistične akcije, jaz pa za evidentiranje prikritih grobišč. Smo najprej sami šli pogledati v okolico Macesnove Gorice in dejansko naleteli na nekaj predmetov z detektorjem. Potem pa je bilo vprašanje, kaj storiti in kolega Jamnik je predlagal, če bi naredili neko, takrat lahko rečem prav, gverilsko akcijo in sicer z pomočjo prijateljev smo zbrali, torej naredili neke lesene okvirje, napeli mreže in se dogovorili za nek datum. Jaz sem animiral svoje študente, najprej absolvente, da smo šli pod Macesnovo Gorico in torej zelo v neki gverilski akciji pravzaprav prekopali kotanjo v bližini grobišča, najprej odmetali, torej pregledali vse, oziroma pobrali vse listje in drevje, potem pa nekako 10 cm v globino presejali vso zemljo in tisti predmeti, ki smo jih našli, so seveda bili za nas presenečenje, prav zaradi tega količina predmetov, predvsem pa, ker smo že na terenu videli torej križce in predvsem svetinice Brezjanske Marije. To nam je dalo potem nadaljno voljo, da smo čez 14 dni, da sem animiral še študente 4. letnika in da smo šli pod jamo pod Krenom in tam tudi v bližini grobišča, takrat pa že tudi z intervencijo tudi preiskovalnega sodnika za območje policijske uprave Ljubljana, ki je tudi z namenom tega, da bi se lahko na podlagi predmetov ugotovila narodnost žrtev, bil udeležen pri tej akciji in tudi kolega Možina, ki je takrat snimal dokumentarni film v tej akciji in je bil potem objavljen tudi v tedniku. In tisti predmeti, ki so se pa našli pred jami pod Krenom, pa so bili čisto drugačni, torej hrvaške NDH gumbi, kune, potem nemški križec prve stopne, potem carsko odlikovanje svetega Jurija, kopejke, dinar kovan leta 42 z strani Miličeve Srbije. In to nam je potem dalo neko razmišljanje, da je bila, tako kot je kolega Dejan rekel, tista spravna slovesnost, kar jo napačno imenujemo, oziroma simbolni pogreb domobrancev v Kočevskem Rogu, opravljen na napačnem mestu in da je pravo grobišče slovensko, tistih slovenskih domobrancev, ki so bili pripeljani v Kočevski Rog, jama pod Macesnovo Gorico, pa verjetno še tudi kakšno drugo. Tako da takrat nam je to dalo pred 20 leti en indic, ki se je potem kasneje, ko smo v komisiji razmišljali, kam lahko stopimo kakšen korak naprej, tako kot smo leta 2009 oziroma 2008 se odločili za neko takrat utopično varianto raziskave v Hudi jami in ko se je po 8 mesecih kopanja Huda jama odkrila in bila prehuda, smo tudi pred leti oziroma v času pred COVID-om razmišljali, kaj lahko storimo, ali se lahko tako pomembnega dejanja, logističnega in gradbenega lotimo in ker smo vsi dobri utopisti, ampak budožeri pravzaprav smo se takrat tega lotili
COVID je zadeve zaustavil, ampak tisto, kar je iz tega izšlo in kar so kolegi arheologi potem, kar bodo povedali, odkrili, je seveda nekaj edinstvenega, v narekovajih seveda povem, žalostnega, edinstvenega, ampak da so skeletni ostanki 1450 ljudi, so nas Slovence kot skupnost postavili pred eno novo dilemo. Tako kot v Hudi jami, ko smo potem 7 let čakali na pokop, za začasni pokop na Dubravskem pokopališču, se sedaj spet postavimo pred vlogo, ali bomo dejansko tudi 7 let čakali na pokop iz Hude jame, ali pa bodo mestne oblasti oziroma župan Janković le milostljiv in ali pa tudi izvršna oblast prepričljiva do njega in